ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate veliko plaketo županov. Kaj to za vas pomeni in kakšni so vaši prispevki v radovljiški občini? Ta velika plaketa mi zelo veliko pomeni. Čeprav se včasih vprašam, ko delam tukaj v Radovljici s takim veseljem, da je to pravzaprav že ene vrste nagrada, da lahko pokažem ljudem to lepo mesto, da lahko naredim kaj za to lepo moje mesto. Tako da je nagrada oziroma velika plaketa samo potrdilo tega in sem jo zelo vesel. Iskrene čestitke tudi v imenu gledalk in gledalcev Gorenjske televizije in naj jo hranite na lepem mestu in vam bo v spomin občini Radovljica. Hvala lepa. V občinskem prazniku občine Radovljica dobivate posebno priznanje občine Radovljica, vaš prispevek pa je kar velik. Ob novem letu, ob božičnih praznikih krasite tole Linhartovo mesto, tokrat ste okrasili tudi tale oder, pa verjetno še precej drugih stvari. Ja, moje življenje je polno izzivov, tako da res je veliko, imam pač dekoracij naokrog. Sploh pa sem vesela, da že 4. leto sem praznično božično dekoracijo izvedla tukaj v starem delu mesta Radovljica in ponosna sem na to, da je kar 80 prostovoljcev pomagalo. Drugače pa imamo take luštne delavnice tudi v čebelarskem centru v Lescah. Hkrati pa je še en tak biserček, to je pa čisto nov projekt, smo pa v zaprtem oddelku za demenco v domu starostnikov postavili prvi v Sloveniji, se pravi vertikalno steno, v kateri so zelišča, tako da imamo tudi nekaj za te ljudi, ki imajo demenco. Odšli pa ste že tudi kar nekajkrat v Ring papežu. Ja, letos za veliko noč je bilo to 15. in to 15. dekoracijo si bom kar lepo zapomnila, zaradi tega, ker tokrat sem bila jaz za vse odgovorna, sama sem naredila načrte, vse je šlo gladko in na koncu je bilo presenečenje za naju s Petrom, namreč bila so tudi pri avdienci pri papežu. To je za vas prav gotovo posebno doživetje. Ja, je kar doživetje. Take odgovornosti še nisem imela, pa lahko rečem, da sva slovensko floristiko postavila na svetovni parket. Iskrene čestitke ob tem priznanju, ki ga dobivate in še dolgo časa vztrajajte, da bo Radovljica lepa. Hvala, seveda bom. Dobivate občinsko priznanje, kaj za vas to pomeni in verjetno velik prispevek vseh gasilcev, da dobivate to priznanje za vse. Ja, to nam veliko pomeni, glede na to, da smo imeli letošnjem letu 70-letnico obstoja. In pomeni nam veliko, da nas župan občine Radovljica tako spoštuje. Velikokrat ste priskočili na pomoč v letošnjem letu in tudi prejšnja leta prav gotovo občanom oziroma vse povsod tam, kjer vas potrebujejo. Ja, povsod nas porabijo, če tako rečem po domače. Smo zapriseženi pri nesrečih, poplavah, požarih in vsem dobrim ljudem moramo pomagati. Marija Hudovernik, vi ste predsednica območno-obrtne zbornice Radovljica in dobivate priznanje ob občinskem prazniku občine Radovljica. Kaj to za vas pomeni in kakšen je vaš prispevek v sami občini v obrtni zbornici? Občinsko priznanje, ki sem ga danes sprejela ob dobrem vodenju obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, mi pomeni zelo veliko. Obenem pa sem zelo prijetno presenečena, da je bilo videno, da zbornica napreduje, da v tistih časih leta 2014, ko sem prevzela vodenje, smo prišli v prostovoljno članstvo, to pomeni, da je bilo članov skoraj polovico manj in s tem tudi manj dohodka. Po drugi strani pa smo tudi polovico stavbe imeli prazno in lahko se predstavljate, kakšen šok je bil to za mene. Potem je bilo pa treba pač narediti strategijo, kako naprej, ker vem pa, da je potrebno bilo dati čim več obrtnikom, zato da so obrtniki dobili zaupanje, da so prišli na zbornico, da so vedeli, da je naša hiša pač hiša na razpolago in da jim nudimo dober servis.
Kaj za vas današnjo priznanje pomeni? Verjamem, veliko korakov je bilo potrebnih in verjetno jih bo še. Ja, to pomeni, da je treba še naprej dobro delati, pa ne le zasluga moja, tudi bi mogla reči, da zaposlene na obrtni zbornici, da je levji delež, moram priznati pa pohvaliti tudi naše dve zaposleni, kajti brez njih tudi ne bi zbornica napredovala v tem kratkem času, pa pridobila zaupanje obrtnikov. Torej, iskrene čestitke. Najlepša hvala. Oblek Vladimir Mirko, tudi vi dobivate posebno priznanje ob občinskem prazniku občine Radovljica. Kaj za vas to pomeni in vaš prispevek je ureditev baročne graščine in dvorane? Ja, velik, da so se spomnili na Hišnika. Res? Hvala. Kaj vse delate? Vse. Vse od metle do hišničke del, se veste, kako to izgleda. Ja. Torej, vam to veliko pomeni, ste pričakovali to priznanje? Da se je nekdo spomnil name. Iskrene čestitke. Hvala. Kaj si obiskoval oziroma kaj končuješ? Jaz sem ravno zaključil srednjo tehniško šolo v Kranju s programom tehnik mehatronike. Sedaj kam naprej? Zdaj sem se popisal na strojno fakulteto. In kaj ti pomeni današnja nagrada župana? Vesel sem, da jo bom dobil. Kaj ste vi obiskovali in kaj zaključujete? Zaključujem gimnazijo Kranj, program mednarodne mature In kam odhajate naprej? na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Kaj vam pomeni današnja nagrada župana? Predstavlja nekakšno potrditev, da naš uspeh res nekaj pomeni tudi na občinski ravni, ne samo za nas osebno. Kaj zaključujete vi? Zaključujem srednjo šolo na biotehniškem centru Naklo, torej zaključila sem pa splošno maturo. In kam sedaj naprej? Na isto smer ali kam drugam? Ne, zdaj sem se pa vpisala naprej na pravno fakulteto. Hvala, srečno. Kaj vam pravzaprav pomeni današnja nagrada? Pomeni mi v bistvu, da tudi občina se zanima za dosežke mladih, da jih zanima, kam se usmerjamo in v bistvu neka nagrada za lažje naprej študij.